Kovine so že v davnih časih igrale pomembno vlogo v vsakdanjem življenju. Od kovancev do orožja, od orodja do nakita. Metalurgiji lahko sledimo 5000 let nazaj. Po nekaterih ocenah pa naj bi datirala tudi do 10 000 let v preteklost. Proces metalurštva je bil nekoč precej preprost. Najprej so kovino ločili od kamnitih delov, nato pa so jo s pomočjo visoke vročine talili. Ko je bila kovina staljena, so jo uporabljali za kovance, orodja, orožja in različne druge izdelke. V osnovi so začetni koraki metalurškega postopka še vedno enaki, s to razliko, da je proces skozi tisočletja napredoval do današnjih sodobnih postopkov. Tudi ob prehodu v novo tisočletje bodo kovinski materiali in zlitine še vedno nepogrešljiv material tako v svetu kot v Sloveniji. Zato so lastnosti, ki jih ti materiali v zlitinskih ali kompozitnih sestavah posedujejo, še vedno predmet intenzivnih raziskav. Tale zbirka, če tukaj preberemo, piše zbirka ulitkov profesor dr. Trbižana, to ste vi, to se pravi, ste vi podarili to zbirko inštitutu? To je donacija. Jaz sem to podaril, ko sem šel v pokoj. Vsa ta zbirka 117 eksponatov je razdeljena v več sklopov. Prvi in temeljni sklop je sklop naše zaščitnice, zaščitnice rudarjev, metalurgov in livarjev, to je Sveta Barbara. A si gremo še kakšen drug sklop pogledati, da vidimo, kaj nas čaka tam? Vsi ti krožniki izvirajo iz velikega začetka litega železa, okrasnih ulitkov, krožnikov. In tukaj vidimo en lep sklop, lep primer teh krožnikov, ki so nastali vsi v začetku 19. stoletja. To so seveda replike in ki predstavljajo tedanje dosežke. Torej, ta upodobitev prikazuje livarja, ki vlivata. To je središčni dogodek metalurgije in livarstva. To se pravi, nekje so stalili talino, talino so prinesli sem v loncu in potem ta središčni dogodek pomeni vlivanje v livno votlino. Gospod profesor, hvala lepa za tele informacije. Hvala, da ste nama pokazali, da je lahko lito železo tudi umetnost. In jaz upam, da si bo čim več študentov še uspelo pogledati tole vašo zbirko. Hvala lepa. Svidenje. Svidenje. Dober dan. Dober dan. Živijo, dober dan. Živijo. Koliko imate tukaj enih slik? Jaz sem pričakovala same kipe, vi pa toliko slik. To tudi spada v posel metalurga? Prazni zidovi so bili, pa je moj prijatelj Janez Pirnat rekel, veš kaj, to se pa ne spodobi za tako umetniško livarno in mi je dal, posodil mi je slike. Jaz sem jih mogel pa ukviriti in zdaj so tukaj.
To se pravi, je vaša livarna umetniška livarna, kaj to pomeni? Umetniška livarna, ja. To pomeni, da delamo po postopku izgubljenega voska in delamo pretežno ali pa izključno za umetnike oziroma kiparje ali pa da izključno vlivamo umetniška dela. Ni nujno, da je naročnik kipar, lahko je kdorkoli, ampak to počnemo po pač tem postopku tradicionalnem, reče se po domače na vosek. Ne. Kako ste vi se odločili sploh za ta poklic? To je tako, ne. Jaz sem hotel imeti bicikel, oče pa rekel, tam je delavnica, pa si ga zasluži. Ne. En skupek slučajev. Ne. Sem pristal tukaj, kaj sem. Ne. Pa delam to z užitkom, moram reči. Da je. Se imate za umetnika, glede na to, da v bistvu delate umetniške stvari in sodelujete z umetniki? Kaj je končan izdelek, to ni samo ulitek. Mi ulitek sestavimo, obdelamo, patiniramo, postavimo na mesto, recimo Drnovška smo zdaj postavili v Zagorju. Pol te pa malo požgača, ne. Pa rečeš, pa bomo pa še naprej, še fajn.